Najlepša hvala, Nina, za tale uvod. Ja, kot rečeno, gremo v nek drug čas in tudi poimenovali smo današnje srečanje Alternativna scena nekega drugega časa. Hvala obema, da ste se odzvala, hvala Gojo, hvala Janez, da ste z nami in tisto, kar jaz nekako pričakujem danes, je, da se bomo vrnili nekaj desetletij v preteklost, govorili o tistem času in o tem, kako nas je zaznamoval in kakšne so morebiti tudi usporednice, ki jih lahko danes vidimo s tistim obdobjem. Mogoče seveda se tukaj za začetek ponuja kar nekako vprašanje za pravzaprav oba. Če se spomnim leta 1975, otvorili smo UKC, konc vietnamske vojne, prva ženska na Mount Everestu, Pink Floydi so izdali Wish You Were Here. Wow, to zveni kot nekaj res daleč nazaj. Kakšno je bilo to obdobje in mogoče Gojo, kako je sploh prišlo do tega, da je nekako v Kranju zaživel klub ljubiteljev glasbe? Kaj je bilo, to se pravi nek ta časovni okvir, ki je to vse skupaj spodbudil za nastanek tega, kar zdaj govorimo že pol stoletja kasneje? Ja, maja bo res pol stoletja, ne? V glavnem 75. leta so se trije v Kranju, se pravi Simon Uršič, Franc Kuzma pa Zoran Kisel, pogovarjali, da bi bilo treba dobro nekaj narediti, da bi združili vse te, kar rad poslušajo muziko, katero muziko, da se usmerjajo. In tako so potem naredili tudi ustanovni zbor, je prišlo takrat meni sledi od 60 do 80 ljudi. So izbrali pol vse, tako je bilo treba, predsednika, podpredsednika in začeli s svojim delom, ne. Ker jaz osnovno sem se prišel šele 78. leta, ko smo odprli svoje prostore tlele v Stara pošta, smo svoje prostore dobili. Reč prej je pa klub od tega, da je imel svoj časopis, ker v začetku ga je urejal Kuzma, Franc, potlej ga je Marko Jenštrle, pa še naprej. Potem naslednji stvar so bili koncerti, tematski večeri, ki so bili na tematskih večerih od Sušnika do Šifrera ostalih. In imeli smo pa tudi, recimo, ko si danes sploh ne moreš predstavljati, koncerte v Ljubljani, so zbrali cel avtobus na Miklošičevo cesto, ker Cankarjevega doma še ni bilo, ne, je bilo v Unionu in na koncerte 50 ljudi, ker vedeli smo vsi, avtobus ta zadnjem pelil ob 11. prek Škofje Loke. Gojo, hvala. Zdaj sva napovedala kar en kup enih stvari, o katerih bova še govorila. Mi je bilo pa zanimivo, nekako tako, kot sem rekel, to je bilo eno obdobje, ko je bilo težko sploh priti do glasbe, do dogodkov, ni bilo veliko koncertov. Janez, kako se vi spominjate tistega obdobja in mogoče tudi sami enega hlastanja po glasbi, po tem, kar je potem prinesla druga polovica 70-ih? Ja, pri meni je bilo tako, jaz sem mečken kasneje, ker sem mečken mlajši. Jaz sem tako, recimo najprej sam sem poslušal Buldožerje, pa to je bilo nekako moje tisto mladostno. Pol sem imel pa nekako srečo, da sem 79. leta poleti prišel kot fotograf na počitniško prakso na Mladino. In potem sem tam pač ostal v službi, no. Tako da pol, recimo, prvič sem se pa s punkom srečal, sprav novembra 79, ko je bil koncert Ljubljana je zaspana v Hali Tivoli in po tem koncertu sva se nekako spoznala z Igorjem Vidmarjem. No, tako, on je pol tudi posredoval, da so bile te fotografije tudi v Joboxu objavljene in potem mi je začel vse sporočati, kje se kaj dogaja okrog punka, ne. Tako da sva že recimo januarja 80. leta je povabil punk rockerje ljubljanske v center Ljubljane in z njih potem fotografiral tam, no. Pol, recimo, ne vem, druga taka stvar je bila februarja 80, ko je šla prva Dogside plošča od Pankrtov, tam sem bil recimo prvi, edini fotograf na novinarski konferenci, no, ko je bilo. Pol pa se je začel naprej, novi rok pa tako naprej. Dejansko ste ratali uradni fotograf punka. Hecam se, ampak do neke mere bi... Za Mladino sem sigurno največ imel, ker takrat s Tonetom Stojkotom sva bila, ne, on je malo manj se spankal, ker on je bil bolj to atomsko sklonišče, pa take, pa neco. Tako jaz sem bil pač spravljen, lih mlad sem bil, 18 let sem bil star in me to izredno potegnilo, tako da... Super, mi je zanimiv sicer, da če se vrnemo nazaj Gojo k tej inerciji za nastanek KLG-ja, če je bilo to leta 75, potem ste mi prej dobro rekel,
punk ni bil kriv. Ne, to pa sploh ne. Prvotno je bil jazz, ne. Ker to so bili vsi zelo veliki poslušalci, samo treba je vedeti, ne, takrat ni bilo ne plošč za dobiti, takrat ni bilo ne opreme, tudi potlej kasneje, kar smo naročili, smo vse, da se doma sam sestavil, od gramofona do zvočnikov, in prvotno je bil jazz, ne. Vselih, če smo imeli te tematske večere, nekih je Sušnik mu je, recimo imeli smo tudi tematski večer od regija že takrat, in kdo ga je imel? Andrej Šifer, ne, to meni ne bi mogel verjeti, to je bilo meni se zdi 76. ali 77. leta, ne. In eden izmed prelomnih trenutkov je bil najbrž organizacija prvega koncerta. Zdaj, čeprav pravite, da ste vi v bistvu prišli bolj aktivno 78, potem predsednik ste bili 81 do 83. Ne, sem bil najprej podpredsednik, ne pa predsednik, ampak se to ni bilo važno, da smo delovali. Ne. Kakšen je bil ta spomin na te prve koncerte oziroma na prvi koncert? Jaz, če se prav spomnim, oziroma je neka anekdota, da bi moral biti prvi koncert Buldožerjev, ampak je potem Marko na televiziji naredil tisto, kar je naredil, in ga nekako niso imeli radi. A se jaz prav spomnim, a je on zapel takrat Dan ljubezni z dan bolezni, a je to? Ne, kakor jaz vem, mi smo imeli že vse prodane, ne vem koliko kart tudi, in on je takrat nastopil z vozičkom in so potlej to v Kranj prepovedali, ne. Ker recimo sama situacija, to, ki je šele pol izvedel, kakšne probleme kot klub smo imeli, ne, ampak takrat sploh nismo na te stvari tako gledali, ne, pač tako je bilo, taka situacija, ne. Ko drugače sem izvedel, da gor na občini so imeli te sestanke, pa kje so se te glih v Kranj najdali, od vseh industrijskih krajev, cele Jugoslavije, edino Kranj, pa zdaj imamo z njimi problem, ne. In potlej jih je en miril, pravljajte, vi imate zdaj najlepšo srečo, ker imate vse na enem mestu, jih lahko vse kontrolirate. In zaradi tega so nas potlej obdržali, ne. Potem imeli smo svojega policaja, recimo, ker smo odprli svoj Milakovic je pisal, da se je hodil redno dol gledati, kva počnemo, ker je videl, da z nam ni nič narobe, je bilo vse okej. Zaradi tega, ker bistvo, kdo je v klubu delal, sploh takrat, ko smo prostore dobili, so bili vsi oni, ki so bili dobri študenti ali pa dijaki. Te, ki so bili, v klub niso hodili. Se pravi, vsi tisti, ki so videli, da se lahko nekaj še dodajo svojemu, ne. Ja, to mi je bilo zanimivo, da ste bili označeni, oziroma da je marsikdo rekel, tam so mafijaši, kadilci trave, ampak po drugi strani ste vsi izstopali v šoli, vsak od vas je imel en kup enih interesov, zato vas je tudi vodila pot v ta klub. Tako. Prvič je bilo že to problem, ki je bilo Poštengak dol, ne, slaba izkušnja iz Janine. Druga stvar, morate vedeti, da takrat na gimnaziji, kaj je punk pomenil, ne. Pomozite v Udruženje naroda Kosova, ne. Potem so gruntali, na gimnaziji so enkrat prišel podatek, 80% dijakov kadi travo, ne. Se mi sprašujemo, kako ste pa do tega prišli? Ja, kdor nosi vijoličasto obleko, kadi travo, ne. In to je bilo uradno od ravnatelja tako zapovedati. Da so še, recimo za anarhija, ne vem, kaj že on tudi iznajdu, ne, kaj to pomeni. V glavnem, to so bile stvari skozi problematične, ne. Ja, je zanimivo se spomniti na te čase. Janez, kaj vas mogoče prvič pritegnali pa pripeljali v Kranj? Najbrž ste kot fotograf Mladine prišel na enega izmed koncertov, bi sklepal. Ja, res je, ja. Tako, takrat sem živel v Ljubljani, no, in mislim, da prvič mislim, da me je Peter Lovšin povabil, no, ko so imeli koncert v Kranju, ne. Potem pa tudi Marko Brecl na tale koncert Desant na Beograd, no. Tako da drugače pa nisem velikokrat hodil v Kranj, no. Edino vem, da enkrat sem to gledališče čez cesto, no, sem tudi prišel slikati, to sta pa Srečo Špik pa Peter Božič sta imela eno predstavo, ne. Kakšen pa je bil glas o dogajanju v Kranju v Ljubljani? Kaj se je takrat govoril? Mislim, kakšen status je imel KLG izven mestne občine Kranj? Ja, neki se vedeli, ja, seveda, da se dogaja tukaj, ne, tako, ker mislim, da so glasbeniki kar radi prihajali sem, ne, vse kar, če so me povabili, ker zelo redko, kdaj so me povabili kam izven Ljubljane, ne. Ja, in tukaj smo ravno prej govorili, da punkerti so imeli recimo zelo radi Kranj, so radi prišli v Kranj, ob vsaki plati so si, če sem si jaz prav, najprej izbrali Kranj. Je bila tukaj kakšna vraževernost, oziroma kako ste mogoče vi kot recimo temu uradni fotograf zvedeli, zakaj se tako radi vračajo Pero in ostala banda v Kranj?
je po moje, da je bilo občinstvo je bilo zelo zainteresirano, no, tako, ker je bilo zmeraj zelo živahno. Ne. Pa seveda tudi bližina, ne, verjetno, tudi malo vplivala. Ne. Jaz mislim, da to živahno občinstvo zahteva še kakšno dodatno razlago strani Gojota. Ne, gre se, da če poznamo, ne, ker Pankrtek smo mi, tudi smo kaj hodili sementa, ne, za koncerte pa to. In oni so imeli v Krajini koncert, noben tudi vedel, sploh niso nič reagirali. Ne. In potem smo imeli mi enkrat koncert Pankrte plus Buldožerje skupaj. In takrat je Sušnik čist dol padel, ker je tudi not v knjigi upisan, ker sploh ne mogu verjeti, da ta isti gledalci ali pa poslušalci, da so, oni so samo tako naredili, je folk že skakal, ne, na tej prireditvi. Ne. To je bilo čez 750 ljudi in mislim, da je bil ta koncert, vselih, če sem se jaz pol z Biletom pa s Činčem zgovarjal, ko je bilo to dobro za nas, ko je to veliko pomenilo. Prav mi smo jih toliko imeli, nič ne vem, da smo bili. Recimo, si pa vrnil bi pa še na Brecla, pa do Zlatni zubi, pa na Volariča. Ne. Ker to je bil koncert še celo 22. december 80, vsi vejo, ko je bil čas 22. december in takrat je tudi prvič bila parada odigrana od Brecla. In što si bil pa to, da mi smo bili na koncertu kot KLG, smo bili na koncertu od Lačnega Franca pa Buldožerjev v Hali Tivoli. In tam zraven Brecel združno, ne. Gremo do njega, ti zakaj pa z njimi ne nastopaš, se sem jih vse naučil, ne, kar igrajo. Ne. Pa mi začnemo se z njemu meniti za koncert, ta je drugače res taka hecna, in se zmenimo k njemu domov. Ne. One dva sta bila striktno, da moramo toliko denarja dati. Ne. Smo rekli, ne, mi klub, pa imamo 80-20 po odbitku stroškov. Ne. Prav ne, tako ne bo šlo. In pol je res pristal, ne, ker smo bili pri njemu tam na kongresu moj stanov, smo vprašali, a telefon imaš, prostitut, kopalnice nimam. To da Brecel mu zmeram. In kaj je pol on prišel? Ki je prišel na ta, ko imamo tudi posnet ta koncert, ne, ker Peter Smrdila je veliko koncertov posnel, ki je bil od KLG-ja. In je najprej zaveso zaprl, čez dal, ki so imeli ploščo, da se nad folkom, ne, ker prišlo je pa isti primer, eno leto prej je imel koncert na gimnaziji 50 ljudi, pa jih je prišlo pa 350. In oni dva sta še enkrat več dobila denarja, kot sta bi hotela, ne, ker smo imeli, ker je rekel ne, teh ozvočenja ne rabim, namo to plačevali, a ne, zaradi tega je to tako naredil in je bilo, ker je tudi taka muzika, se je dobro poslušala. Ker naslednji koncert smo imeli, je bil pa Kovačič, prav, če je on lahko tudi jaz, ne. Sam to je čist druga muzika, pa še 450 ljudi pa še se pa nič ni slišali, je bila pa polomija, ne. Tako da iz teh, a ne, so bile res veliko stvari od vsakega koncerta posamezno, ki smo se sproti učili in še to, no, sam če rečem, zakaj so rad hodili v Kranj, ne. Zato, ker so videli, da so te, ki so v klubu ali da smo v klubu, da nam je pomen, da naredimo koncert za njih, ne pa, da bi mi od njih živeli pa profitirali. Ker nam je samo šlo, da naredimo koncert za ljudi in oni te so vedeli, da mi jih ne bomo okrog prinesli. Ne. Tudi če smo imeli, kolikrat je bilo 80-20, mi nismo čisto nič dobili, ne. Ker pa smo vse odbili stroške, še za njih komaj včasih kaj ostali, kaj pa šele za klub potlej. Ja, res je moglo biti sigurno neko zaupanje tisto, ki je pripeljalo te izvajalce nazaj. Je bilo pa tudi to obdobje drugačno. Če se spomnimo recimo desetletje pred tem, en kup enih velikih bendov, velikih skupin, pomembne so bile seveda založbe, pomembno je bilo, koga se izpostavlja. Potem se mi pa zdi, da je prišlo eno obdobje, kakšno desetletje, ko so stvari vzniknile same iz nekega podtalja, iz neke iniciative ljubezni. Kako je bilo v tem času v bistvu biti fotograf na koncertih? Jaz imam občutek, da skoraj, če bi bil koncertni fotograf, si ne bi želel drugega obdobja, kot tam nekje 75 do 85. A imam kaj prav? Ja, to se res strinjam, ja, ker tukaj je bilo res tako vzdušje, ni bilo zvezdništva, no, tako v bistvu z vsemi si se lahko pogovarjal prijateljsko, no, tako da kar neki ljudi smo, ko smo hodili tudi na kave skupaj, ne pa, pač smo prijateljevali, no, recimo tudi, ne vem, s Petrom Lovšinom sva tudi večkrat drugače sodelovala, ker on je bil tudi novinar, ne, tako da sem včasih fotografiral za njega, potem
No, sploh pa recimo z njeti sem imel pa zelo veliko, ker tale oče od Primoža Habiča je bil takrat tehnični urednik na Mladini, no, tako da me je celo on prosil, če bi za njegovega sina fotografiral, no, da so ustanavljali to njet, ne. Tako da me je predstavil, no, in potem se spomnim, takrat še Primož me je vprašal, rekel, kako se ti zdi, če bi dal naslov bendu Njet? Sem rekel, ja super, to bilo zelo v redu, ne. No in potem sem jih pač fotografiral. Tako. In tako se je v bistvu začelo to neko dolgo obdobje, ki konec koncev je tudi prineslo en kup njihovih uradnih fotografij. Prej, ko smo gledali fotografije vaše, pa ko se jih tudi sam spomnim, to so fotografije, po katerih poznamo Njet. Dejansko ni bilo to obdobje, ko bi vsak imel svoj telefon, pa vsak naredil še 12 000 drugih fotografij, bilo jih je 10 in teh 10 jih je še danes. Ja, res je, ja. Ja, takrat nas je bilo malo, ne, seveda. Čeprav vse so fotografirali, ampak vseeno je pa treba biti, mislim, malo bolj profesionalno, no, ker pač mi smo imeli na Mladini le zelo v redu laboratorij, opremo profesionalno, ne. Tako da je bilo to malo drugačno, ne. Še ena stvar sem vas hotel prej vprašati v zvezi s tem, kaj je bilo biti koncertni fotograf oziroma nekdo, ki je fotografiral za Mladino v tem obdobju, ker se mi zdi, da je to bilo obdobje, ki je bilo družbeno-politično izjemno, stvari so tlele, končno so se dogajale neke spremembe, tako kot je prej rekel Gojo, pač se mi zdi 22. december 1980 ste bili kar drzni, ne? 22. decembra pa še 80. leta, en kup enih napačnih datumov je bilo možnih za koncerte. Kako je bilo v tem obdobju v bistvu biti tukaj? Recimo, če mi tale fotografija mi izgleda fenomenalno, ker pač ima človek občutek, da je nekaj v zraku. Ja, tole iz koncerta Pankrtov, to je pač divje bilo. Ja, seveda, spravim, užival sem, no, tako, pač to je bilo moja zabava, ne, v teh letih in sem na več ali manj vse, kar je bilo taga hodil, ne. Tako pa tudi pol, seveda, ne, te disko fave pa v študentskem naselju, ne, pa tako. Ja, kot nekdo, ki je to bral kot otrok in razmišljal o tem, zakaj ni bil rojen kakšno desetletje predtem, sem vam majčken fovš. Marsikomu tudi občinstvo, ki se bo danes spomnil kakšnega dobrega koncerta, o katerem sem jaz lahko samo bral. Mi je pa zanimivo, recimo, Gojo, če vas še to vprašam, tukaj ni šlo samo za koncerte, ste že na začetku takoj omenil. Pomemben je bil recimo tudi obdobje izdajanja fanzinov. Se mi zdi, da takrat je marsikdo imel svoj časnik in tudi KLG je imel svoj zbornik. Ki ga je od vsega začetka že. Ja, dejansko je v bistvu izhajal 7 let redno. Trije uredniki so bili, ne, zato, pa ker prvotno je pa treba tudi vedeti, da smo imeli resne probleme, kdo to tiskal, ne, ker ni bilo ne denarja, ne, in prvi so bili še na ciklostil narejen. Ker prvi urednik je bil Kuzma, ne, ki se je začel, potem je to prevzel Marko Jenštrle. Mi smo imeli tudi to srečo, ne, ker se pogovarjamo, da so tudi noter lahko marsikajšne slike s koncertov, ker je on to redno slikal, ne, in če ne bilo njega vprašanje, kaj, ker takrat je bilo res problem, kdo bo prišel kakšno poslikati, pa da bo prinesel pokazati. Ta tretji za Markotom je bil pa še Sašo Novak, ne. On je bil pa dejansko predstavnik punka, ne, ker mi v klubu smo imeli razne sekcije, ne. Smo imeli hi-fi sekcijo, smo imeli punk sekcijo, smo imeli reggae sekcijo, jazz sekcijo, blues sekcijo, tako da je vsak lahko se noter najdel, plus časopis, ne, ker v časopisu smo pa imeli tudi, ki so ne sami iz Kranja, tudi v Drget, ne, tako je bil recimo en Milko Poštrak, ne, ki je tudi dosti poznan še zdaj, je s klubom sodeloval, poleg je zapršel tudi Smiljanic, zraven je tudi Hostnik, a ne, od pevc od Lajbahov, tako da smo bili res glede tega zelo širok, ne. Zakaj pa je bilo pomembno imeti svoj zbornik? Ker se mi zdi, da pač mogoče se ne spomnimo, da v 80-ih letih ni bilo enih medijev, nisi mogel imeti intervjuja z bendom oziroma ga nisi mogel prebrati. Zakaj je bilo toliko pomembno in da je sploh zbornik nastal in da je ratal vedno bolj profesionalen, ker se mi zdi, da je od prve do zadnje cifre precej napredoval. No, treba vedeti, da v najboljših časih je 600 izvodov bilo. To je za tisti čas, pa se je, recimo, ko smo izdali, smo jih pošiljali po pošti, ne, da so prišli. Ampak da je to tako prišlo, nam je bilo tako, kot sem že prej omenil, največja stvar, kako smo do koncerta prišli, ne. Prišel noter, smo se zmenili, bilo dobro to narediti, ti so aktualni in smo naredili koncert, ne. Največja stvar, ki je bila pa za nas, te, ki smo koncert delali, ker to je vsak delal zastonj,
Eden je vedel, da bo plakate limo, eden je vedel, da bo tam, ko smo imeli na Kranjskem trgu, da smo gor naštimali, eden je mu, vsak je imel eno določeno stvar, ki je naredil, eni recimo karte prodajo pa to, in da po koncertu, da smo mi te povabili dol v klub in da smo se z njimi mi družili. Ne. In to je bila tista stvar za vseh nas, tako kot je tudi Janez rekel, da so videli, da so ljudje čisto normalni, da se lahko z vsakim normalnim zgovarjaš. Ne. In tudi pol v ti, kva je bilo pa to, zakaj ste pa to tako odigrali, in si marsikšno stvar zvedel tudi po koncertu. Kakšnega smo mogli tudi odnesti do hotela, ki je bil majhen, ampak to so bile stvari, ki so bile zelo prijetne pa zelo vesele. Ne. Ker smo z Vovkom začeli delati, smo tudi imeli tudi iz Anglije, te, ki so prišli. Pol, recimo imeli smo tudi iz Avstrije, ki so prišli, da ne govorim, kakšno smo imeli s koncertom od Parafov. Ne. Je tudi, ne, če se zdaj spomnimo, smo si dopisvali s Foxom, ki je Dallasa čez, mi dolazimo, nosimo to pa to, ja, to pa mi ne moramo, kje bomo pa to dobili, ja, mi dođemo to, mislim, da to se škoda, kaj sem v te pisma, da sem stran vrgel, drugače bi tudi noter to objavil. Ker danes je en sploh ne predstavlja, kako se je bilo za koncert ment, ne. Ker ni bilo ne mailov, ni bilo telefone, tudi se niso vsi imeli telefone, ne, tako da, ker to je bilo leta, jaz sem deloval ne, od 78. do 82. Tako da je bilo problem, ne. Pa kakor smo se znajdeli. Ampak pripeljati take skupine vseeno v Kranj se mi zdi, zdaj, ko pač gledam, nisem mogel recimo verjeti, ne vem, da Paraf seveda eno, ampak ne vem, še Šarlo Akrobata, Mlinarec in podobni, pač to so bili neki vseeno izvajalci, ki so bili na tem prostoru celotne XU veliki, ne, in to so bili pa tudi kar veliki zalogaji so bili, tudi za klub, ne. Tako da je pa na ta sistem, to je, vsi so vedeli, da je klub dela za nastopajoče, ne da bi mi od njih služili. Ne. In to je bila tista stvar, ki je že Janez rekel, vsakega si lahko dobil, si rekel, takole je, ja, pa 80-20, pa po bitju stroškov, a nek si točno vedeli, kjer je kuj cash dobil, pa oni, mi nismo dobili nikoli skoraj za denarja od kluba, ampak bilo je pa fajn, da smo šli saj na pivo dol potlej, da je. Janez, kako se spomnite fotografiranja v Kranju? Je bilo dovolj svetlobe? So Gorenci dali dosti luči? Ja, to v teh manjših dvoranah je bilo zmeraj malo bolj problem, ja, ker so bile manj osvetljene. Ne, tako da je bilo potreba kar precej več posnetkov narediti, da si potem naredil en tak posnetek, da je bil res. Ne. Je kakšna dvorana, recimo od teh kranjskih, ki vam je sploh ostala v spominu, ker vem, da koncerte ste imeli na različnih prizoriščih, ne? Je kakšno bilo ali koncert ali pa kakšna dvorana, ki se jo sploh dobro spomnite? Ja, to niti ne vem, ampak tako v bistvu en posnetek je zelo zanimiv, no, se tule nekje je, ne, ker tega Brecla, ki imam, je tudi en tak naključje sem naredil, ko sem fotografiral, ker jaz sem ponovadi brez fleša fotografiral, no. Je pa lih v tistem, ko sem fotografiral, ne, je eden pobliskal iz strani s flešom, tako da se lih v bistvu osvetljena s flešom z druge strani, ne. No ja, v glavnem to je en tak, se pravim drugače pa je bilo potreba kar precej več posnetkov narediti, ne. Mislim, da lahko greva tudi čez kakšne fotografije, ki smo jih tukaj v zadnji pripravili in nam jih majčkeno pokomentirate. Ja, to je tale, ja. To je bila tale, a ne Brecljeva? Ja. Ekola. Tole pravite, da je koncert Pankrtov, jaz bi rekel, da na Kodeljeve, ali ja, Kodeljevo, a ne? Ja, tole med Bandera Rosa, recimo, ne. Domnevam, da slišim, da jih poje refren, ja, tale. Greva lahko kar na naslednjo, takole. Da vidim, če bom jaz tole usmeril prav, mogoče tale gumb kaj naredi. To ponavadi velikrat deluje, ampak je bil na... Takole, če ne bomo šli pa kar na manualno. Evo, hvala ti, Nina. Tole je pa... Peter Mlakar, to je na en literarnem večeru, takem punk. Peter Mlakar, domnevam, da je seveda bilo že, da je imel rad performativno. Ne, tole iz tega, tudi ker smo imeli v tistem času tudi fotogrupo M, ne, tu smo tako v različnih krajih hodili,
pa pol imeli nogometne tekme, literarne večere, razstave. No, to je iz enega od teh, recimo, ne. Ne. No, to pa Tole pa rab razlago. To je tale javna vaja, ne, so bili tole. To je ta slika, ki jo tudi zelo veliko uporabljajo, ker mislim, da je edina, ki obstaja, ki je tale Dolgzeit zadaj, ne. Tako je včasih izgledalo, ko si izdal ploščo in si dobil uradni transparent, domnevam, ne? Tako kot je Dolgzeit napisan. Ok. Aha, tukaj je spet Mlakar. Grega Tomc Pa pa Tomc. Peter Mlakar, tudi iz enega koncerta, no, nekje, to mislim, da v Mariboru bilo. No, to je ta Marko Brecl iz Kranja, ne. Tule, se pravi, tako iz strani je eden pobliskal lih v tistem momentu, ko sem tole fotografiral, ne. To so Pankrti, to je pa v studiu. To je studio, ker je bil koncert tudi. Ja, to so snemali. Rdeči album, mislim, da je izid albuma. Možno, da res, ja. To je Via Ofenziva, Esad, Babačič. To je pa Idrske kuzle. A je Dare Kavlič. A je tole Dare? Ja, imena ne ve. Ja, ta pevec njihov. Ja. Tole mislim, da je tudi na plošči je tale slika objavljena. Aha, no to je tisto, ki sem prej omenil, ki smo v januarja 80 z Igorjem Vidmarjem po Ljubljani hodili. A ni bil tudi en posnetek parafov, ki igrajo v eni od tehle, ne sem tisto pa ni bilo v Ljubljanski banki, ampak se spomnim koncerta parafov v eni taki steklenem boksu pred Metalko. Ja, ne sem ni paraf, tisto po moje. A ni bil paraf? Pa možno, da sem zamešal. Ja. No, to je tudi iz tega še, ja. Ja, pred dramo, ja. Tudi Dolgzeit, izid plošče. Druga polovica koncerta, ko je del transparenta že padel. Ja, padel je, ja. Dol, ja. Tako, to je študentskega naselja, ne. Tole so pa Šund, po moje, ne. No, tele slike, tudi iz prvega novega roka, te so bile objavljene potem tudi na tem kompilaciji Lepoje, ne. Ja. Skupin. Aha, tomle smo imeli, tole je pa Buldogi. Buldogi, ja, po moje. To Indusbek, to je tudi iz prvega novega roka, te so iz prvega novega roka. Pa Ljubljanski psi, ne? Ljubljanski psi, ja. To je iz enega koncerta, to je iz Hale Tivoli, iz enega koncerta. Tudi iz Hale Tivoli. Tako se je včasih plesal. Aha, tole. Sem pa jaz na Roko Točcu, 83. leta. Lep spomin. To so iz Muzeja novejše zgodovine, so tele slike mi poslali, no, tako da to nisem jaz delal izbora, ne, tako da. Imena te skupine ne bom jaz rekel, ampak lahko vi. Čau, pičke, ja. To je iz diska Študent. Aha, to je tudi Pankrti, Pero Lušin tamle. Tudi Pero. To je tudi iz enega koncerta. To je Njet. Sta bila v bistvu kar zanimiva Habič in Lovšin. Se mi zdi bila zelo prezentna. Lovšin z eno svojo revolucionarnostjo, Habič pa kot en bodybuilder iz 80-ih. Je bil zelo tak. Ja, zelo dobro so se zastopila, ja. Vedno se mi je zdel, da je on dosti dobro personaliziral to hardcore glasbo, ki je bila vsem malo trša, medtem ko Lovšin je bil pa ta malo bolj mlahav na odru. Ja, tudi starejši je bil, ne. Drugi časi. Ja, to je že malo kasneje bilo tele Njet, ja, ker to je 84 let. Super, ja, res lep spomin, lep potep nazaj na to obdobje, ki verjamem, da nas je res zaznamoval z neko uporniško držo in da ta leta so bila zanimiva, ker marsikaj se je najbrž v 80-ih spremenilo, tudi z dojemanjem družbe in vsega. Seveda, ja. Jaz se pravim, to je bila pač moja mladost, no, in seveda, zelo vesel sem bil, da sem pač v tem obdobju takrat delal, no. Tako, je pa res, da pol tam konc 80
teh let sem se umaknil, ker je bilo tudi malo preveč alkohola pa vsega tega, no, tako da potem sem recimo čisto prekinil z temi nezdravimi stvarmi. No. Predvsej jih je okrog rock'n'rolla sicer. Hvala, Janez. Seveda. Glede Pankrtov, ne. Ker mi smo jih res velikrat imeli in pa se je celo tako zgodilo, da nam niso več dovolili dvorane dati, ne. Ker imeli smo jih v Kranju v ta veliki dvorani v Delavskem domu, v ta mali dvorani, koncertnik smo rekli, in potem se je na koncu celo tako zgodilo, samo to smo naredili skupaj z mladino, ne, da smo jih imeli pa na glavnem trgu, takrat je bil še Titov trg, ne, in so oni lahko tam nastopili, ker dvorane za njih nismo dobili, ne, tako da je bilo to kar zanimivo in je bil poln takrat trg, ne. S tem, da recimo še eno lahko rečem, za Lačne Francije smo jih tudi velikrat imeli, ne, in tudi razlika, če rečem, med Lačnimi Franci pa med Pankrti, ne. Lačni Franci so prej spili 2 litra vina pa šli gor, Pankrti so se ga pa še lepo napili po koncertu, ne. In najboljša stvar, ki je pa bila, kad smo imeli Lačni Franci in Otto Rimele, njihov kitarist takrat, so mu prejšnji dan ukradli kitaro. In je prišel brez kitare, jokal od zadaj, kje je zdaj, in smo šli v avto, pa kaj v Britofhenu eno kitaro iskati, da so imeli sploh lahko koncertne. Tako da s kakšnimi stvarmi smo se mogli obadati, pa na hiter dobiti, je bilo res kar zanimivo, ne. Še eno vprašanje, Gojo, zdaj ste omenili stvar, ki se mi zdi zelo pomembna, da še izpostavimo, in sicer klubski prostori. Jaz mislim, da je bil eden izmed velikih mejnikov pri začetku KLG-ja to, da ste iz tistega druženja, pač tam od spodaj pod vrtcem Janina, prišli do svojih prostorov v Stari pošti. A je bil to en tak ključen trenutek za to, da se lahko rekel, da zdaj pa klub ljubiteljev glasbe ima svoj domicil in obstaja? To je bila bistvena razlika, ne? Ker če, recimo, jaz sem 78. leta z vojske prišel in sem začel dol, ker sem jih poznal, vselih, če sem že prej hodil na njihove koncerte, tudi Kuzma sem poznal, a ne, pa vse. In bistvo klubskega prostora je bilo to, da vsak je pol dol prišel, ker v bistvu sva dva bila, ne. Marjan Kadivc, on je bil tehnično zadolžen za te stvari, jaz pa kot organizator, ne. In potem sva vsakega, ki je prišlo tudi, ga povabila, mu videla, kje še lahko deluje, tako smo gledali, da jih preveč ne obremenjujejo, da so vsi zadovoljni, pa da so vsi vedeli, da lahko v klubu marsikaj dobrega naredijo, ne. Tako da v najboljših časih jih je bilo tudi od 50 do 60, da ne govorim, koliko je bilo pa članarine plačane. In to, recimo, prostor, da imaš ti svoj prostor, da smo lahko tematske večere dol delali, da smo lahko se pogovarjali s tem, da smo imeli mi svojo muziko, tisti, ki je bil dežurni, je muziko vrtel, ker smo imeli svoj gramofon, svoje zvočnike, ki je tudi član naredil ročno, ne, v Kituk smo mogli kupiti, da jih je naredil, se je tudi kolega tukaj, ki je to naredil. Potem smo imeli recimo revije, ne. Takrat je bilo zelo težko v revijah, od Melody Maker do teh hi-fi revij, katero stvar boš kupil, kaj bi bilo dobro za doma imeti, kako se to šliš, a ne, to so bile vse recimo ene informacije, ki jih ni bilo. A ne, takrat je bilo recimo Bravo, je bila ena revija, ki jasno mi si v klubu nismo mogli, a ne, veliko pomagati. Ker spomnim se še danes na hecno stvar, koncert Queenov v Ljubljani, mi se v klubu menimo, taka jajca, pa mi ne hodimo, mi smo pa underground, ne. Pa vsak je bil pol, a ne, kar se je vse zgodilo, bi bil vesel, če bi bil, ampak takrat to pa mi ne hodimo na take koncerte, ker mi smo pa KLG, ne. Tako da je z tega bilo res, se pravim pa to, koliko smo imeli tudi teh zunanjih koncertov, ne, da smo jih pripeljali, s tem, da smo šli tudi kot klub v Rotterdam na folk festival, to se me zdaj kar naprej že. Vse super. A ne, mi smo recimo skupaj z Dragotom Vovkom smo organizirali cel avtobus in smo šli v Rotterdam, tam smo bili 5 dni, 3 dvorane, s sabo smo imeli Tončka Pluta, to je bil gospod takrat malo čez 70 let star, na Bršljanov list, se to itak zmeram povem, tako da eni že poznajo to. In ne so s trem kameram so snemali, kako je on s škaricam rezal Bršljan, da je lahko igral, ne, in je bil gospod, so tudi dva koncerta so imeli gor, ne. Ampak največja stvar, ker je bila pa pol tako zanimiva, smo pa nazaj prišli, ne, iz Rotterdama. Ker mi smo šli kot čez Ljubelj, je bilo javljeno, grejo gospodje na Nizozemsk, ne.
pa gospe tudi ne. In ko pridemo nazaj na Rateče, ura ob 10 zvečer, 5 policajev z brzostrelkami okrog avtobusa. Kaj pa je zdaj? In smo mogli počakati, da so prišli kriminalisti iz Jesenic s psom, po enega pa po enega. In pol, ko pride gospod Plut v tisto mehno, ki je ta mehna hišca bila, carinarnica. Ja, kaj pa vi tle delate? Jaz sem gor guldne služil, vi pa mene takole kot kriminalca. Jih je nadrl, oni so bili kar pejte, sploh niso več ne zgledali. In tudi najdel nič niso, tako da je bilo res zanimivo to. Ampak smo bili do petek, zjutraj smo bili gor. Ja, to pa se zgodi, če greš na Nizozemsko z organiziranim prevozom leta 80. Ja. Hotel sem še vprašati, kar se teh koncertnih prizorišč tiče, imeli ste seveda svoj klub potem, ampak koncerte ste organizirali tudi drugje. A je bil to zdaj Delavski dom, a je bilo v Krajini, ali je bilo na Prinskovem. Kako ste vedeli, koga kam, ali je bilo to v bistvu bolj zaradi, kdo je sploh dal plec? Ves problem, če danes gledam, koliko v Kranju deluje različnih stvari, smo mi lahko sam veseli. Ker v tistem času smo bili mi, poslej pa je bila pa še Modrina, ki so pa plese v Delavskem domu delali. Tako da so nam recimo dostikrat vzeli prostor, da nismo mogli v koncertni dvorani kakšno stvar narediti, smo se med tedna mogli meniti. Ampak predvsem smo to, kakor smo vedeli, ker največ problem, imeli smo svoj klubski prostor, nismo imeli pa svoje dvorane, ker da bi mi tako, kot ima recimo Lajer ali pa Subart, da imaš ti lahko dol, recimo tako, kot je Škrlovc, bi imeli eden tam musko vrti, eden to, drug ti pridejo, tamali prideti igrati, smo imeli vse plan, sam kam si jih pa dal, imeli smo tudi dol od spodaj kakšne, vem, ko stankrat dve deklice prišle na violino pa violončelo igrati, pa so imeli tudi dol predstavitev, tako, ampak tisti prostor je bil majhen, v tega, ko smo imeli tle kaj je ta že, sem že, v glavnem tle zraven. Stara pošta. Stara pošta, ja. Še en pomemben trenutek mi je bil pa to, ker smo prej večkrat že omenili ta desant na Beograd. Je bil tudi en trenutek, kjer se je malo stvar zaostrila. Prej ste omenil, da v bistvu ni bilo problem, Miličnik je imel zeleno luč, vse je bilo v redu. Pa ste pa naredili en zelo marketinško premišljen, bi jaz rekel, dogodek zdaj, v današnjih časih, v tistih časih rahlo nepremišljen. Tako, kad danes gledamo, ves problem je bil pa plakat od Slavka Furlera. In kaj je bil problem? Tam je bil sod, pa je imena gor, pa Kura en drži in tam je bilo pisalo Begnagrad, Srb, Pankrti in pa še datum 7.4. In unen se je gor tem sindikalistom, kaj so bili, se jim je čist zrolali. Mene so prišli na šiht iskat z avtom, me gor pripeljali, prav, kaj se vi greste, ste vi čist znoreli, kaj se vam dogaja. Take plakate, prav, pejte, pa vse plakate poberite, kjer delate, se rekel, čakajte. Sami veste, kaj je problem slovenskih bendov. Če ne uspe v Beogradu, bend ne ve, kje je slovenski bend, se rekel, pa mi imamo boljš musko, kot imajo od spodaj. In on mi začne, vem, da je bil, meni se je Talar pišel, predsednik, prav, a boš ti pri vsakmu plakatu stavil, jaz sem bil 20 let takrat stavil, ne treba vedeti, a boš ti pri vsakmu plakatu stavil, pa ljudem govoril, zakaj je ta plakat, pa zakaj je to tako gor narisan, prav vse dol, In nismo jih pobrali in tega, ko imam jaz tudi, šele po koncertu sem ga pobral, ki je bil v Globusu na teh vhodnih prvih vratih je bil gor nalepljen. Ker takrat smo lahko še sami lepili plakate, pa smo jih mogli pa začeti tudi prek komunale dejati, tako da smo mogli še dodatne stroške si delati. Ampak je pa ostala dobra anekdota za vse čase. Seveda, pa tudi koncert je bil eden boljših, ker toliko bendov, da imaš ti skupaj, tudi meni se zdaj ne vem, koliko je bilo, pa je bilo kar dosti veliko ljudi za tiste čase, če zdaj gledam, smo imeli mi zelo veliko. Recimo prvi koncert, ki sem ga jaz delal, ki mi je lih Kuzma rekel, prav zdaj pa ti to kar prevzem, ki smo delali turnejo Bojana Drobeža pa Orehak. In gor v Delavskem domu, prav zdaj ti to prevzem, 5 ljudi je prišlo. Muzika pa tako lepa, kdor je poslušal Drobeža pa njega to, jaz nisem mogel vreti, sam 5 ljudi je prišlo, res jih je bilo več gor. Tako da je bilo vse sorte, od tega, da smo jih imeli preveč, mislim preveč onkoli. No, imeli smo
To, kar smo imeli v gledališču, gor v Kadilenci, ki je bil Boško Petrovič in ki je bilo to, kar ljudi noter mi zapremo. Kar naenkrat od 180, ki jih je noter lahko šlo, ali 200, folka je bilo poštenega, posod čez 400 ljudi noter. Ne. In kaj se je naredil? Eden je šel dol tam, ki je blagajna, je odprl okno in folk noter začel hoditi in je bilo cel stopnišče, da mi pa gledali, kaj se zdaj dogaja, pa odkje je zdaj toliko ljudi, ne. In Boško je pa igral, se smo bili takrat do 4:30 zjutraj z Boško tam. Se za sekundo še vrnemo sem, ampak Janez, vi ste bili na tem koncertu Desant na Beograd. Po čem se ga mogoče spominjate? Je prišla ta novica o teh upornikih iz Kranja tudi do Ljubljane? To jaz nisem vedel. Ja. Tako spravim, jaz takrat z Breclom smo veliko sodelovali. No. Te fotografije smo že prej pripravljali v Ljubljano v študentskem naselju, ne te Bek nagrad, pa Jani Kovačič, mislim, tako da te fotografije tudi včasih vidim, da jih kje objavljajo. No. Tako da potem smo to pač naprej, mislim, da je takrat imel Marko celo načrt, da bi to šlo res v Beograd. A so šli po? Aha. Je pa? Aha, to je bila vaja, v bistvu generalka, dejansko vaja za Desant na Beograd. Hotel sem še vprašati, zdaj, kar se tiče teh nekih svetih imen za tisto obdobje. Mladina. Kaj je mladina pomenila v tistem obdobju? Kaj je bilo za vas v bistvu biti fotograf mladine, hoditi na te koncerte? Domnevam, da so bili mediji, kot sta bila Mladina in RŠ, Radio Študent, takrat tista, ki sta v bistvu nekako diktirala smernice spremembam. Ja, to je bil, spravim, tak center je bil, ki so vse informacije prihajale sem. Ne? Tako da, spravim, to sem imel res veliko srečo, ker sem vse vedel, kje se kaj dogaja. Ne? Običajno karte sem imel za ston za koncerte, kar je bilo tudi super. Ne? Tako da sem še veliko drugega delal. Ne? Tako da od džeza pa te razne tuje bendi, ki so prihajali. No? Tako, no, v glavnem. Super, Gojo, enako vprašanje. Kaj je pomenil RŠ v Kranju? Najbrž je bil problem, ker se ga ni lovil. Ves problem je bil še takrat, ker do Kranja ni nesel. To. Tako da smo mogli biti res dosti dober, da si sploh dobil Radio Študent. Smo pa z njimi tudi dosti sodelovali, tudi s telimi, kar je bilo underground. Tudi smo imeli recimo Rock in Opposition, ki zdaj tudi knjiga je išla. Smo imeli recimo od The Pravde do tega Srpa koncerte, 5 večerov zapovrstjo. Tako da takrat nam je recimo dvorano posodil Sever, ker on je mu v Kiselsteinu lutke noter in nam je ti sposodili, smo jo lahko tam noter. Ker problem je bil, ker tam je bilo 80 do 100 ljudi se lahko noter dal, ne, in smo imeli kar dosti obiskov, plus da je bilo 5 večerov zapovrstjo. Tako da sama Mladina, a ne, pa jaz sem tudi poznal že odpreh, ne, sej Bogataja, ki je bil tudi urednik, a ne, pa tudi z Bogatajem sva skupaj to knjigo delala, a ne, tako da sem jaz z njemu dosti sodeloval, ne, pa še plate mi že prodajal, tako da sem, ker on jih je uvažal, pa prodajal, ne, naprej, tako da smo prišli do vsaj tudi kakšnih plošč, ne. Katero ploščo je bilo najtežje dobiti? Prvenstveno so bile, kar se jaz spomnim za jazz, ne, so bile, ki so začeli izhajati ECM plošče, ampak na srečo se je meni zelo hitro, ali v letu ali v 2 letih, je v Maximarketu so začeli ECM-ke prodajati in takrat je bil tudi, da je 10 plošč ECM, da si lahko skupaj tudi kupil. Drugače pa, recimo, če se jaz slik spomnim od tega Keith Jarretta, ki je tudi kao žlahtnik, ki izvira iz babica iz Prekmurja, ne. Brat od njega je bil doskrat, pa še celo kao žlahta od Kuzme, ne. Tako da kdor še ne ve, Keith Jarrett, ne. V glavnem, ko sem jaz prišel dol, ki je bil ta Jernej Jung, ki je dol prodajal, pa še ena deklica, ne, ki smo redno hodili plate in sem jaz se taj hecna, ne. A bi jaz lahko dobil ploščo od Keith Jarretta Kellen koncert, ne. Pa ona me tako pogleda, pa prav, a Kellen koncert? Pa sem ga kupil, pa še danes ga imam, pa ga rad poslušam. Zanimivo mi je zaradi tega, ker se mi zdi, da je bilo res to drugačno obdobje, ko si mogel do neke glasbe imeti precej bolj svet odnos, sploh ko si jo dobil v obliki v roke. Zanimivo mi je tudi recimo, kar se tiče samega tega
prostovoljstva. Takrat je bilo vse na neki prostovoljni bazi. Pravzaprav noben ni vprašal, koliko kdo dobi za kaj. To je bila pa lih ta prednost kluba, ne, to sem že danes in trikrat omenil. Ne. Vsi te, ki so prišli prvič, je bistveno, ne, sej, ki so nas tudi te od kriminalistov do udbovcev, nek smo mogli vse sestanke, oni niso mogli zastopati, da v klubu hodijo samo te, ki so prav dobri, mislim odlični, da ni, ne. Recimo največ problema je mu prinesli ta Sašo Novak, ker je bil pankar. In njega so hodili recimo iskati na šiht pa ga voziti, ne. Ko je zdaj en mlad, ki začne delati, pa da te tokrat pridejo na šiht, mislim, to je bilo grdo, ne. In pol vem, ko sva se enkrat pogovarjala, sem rekel ti, Sašo, zdaj pa takole, dajmo to nehati, jaz enega gor na policiji poznam, ki je pomočnik, ki je bil v moji paralelki, pa grem jaz do njega, ne, da se to neha, ne. Pa mu povem, kjer ga poznam, pa se tam je pa najbolj tepel. Tako da, mislim, in Sašo, ne, to je tle lih ta slika, ki je od osumljenih, a ne, in Sašo je tudi zelo dober, tudi po Marko Enšterletu na časopisu rejeval, ne, in on je bil res, mislim, prav revež je bil zaradi tega, prav, da ostali pa nismo imeli tako problemov, ne, tako da smo kar dober. In ta, da so bili pripravljeni, je bilo pa glih to, ker je vsak vedel točno, gremo koncert, kaj mora vsak narediti. Tle ni bilo, ti proseta, všti to lahko, ne, en je vedel, da v to niso, tamle, ko smo imeli na Glavnem trgu lesen, da smo gor vlekli plakate, kje so, ker imeli smo mi v tistem času svoje plakate, svoje badge, svoje izkaznice smo imeli, svoj časopis, ne, če danes gledaš, ko smo bili mi to organizirani, s tem, da smo bili hoteli organiziran sam prek ZKO-ja, to je prav Zveza kulturnih organizacij, pa so naknadno, jasno, nas zahtevali, da se, kao moramo imeti sekcijo ZK, moramo se v mladino in ves problem je to, mi na mladin gor se menjajo, smo mi ni mogli hoditi pogovoriti, kaj delamo, ne, da bi se oni prišli, kva baza dela, ne. Ampak prvenstveno smo bili mi prek ZKO-ja, ne, in tam smo mi tudi nekaj denarja dobili, s tem, da so nam pa še dali, da smo lahko snemali koncerte in takrat nam je, ta Pavlev Kora nam je vse ozvočeval in on nam je tudi pol posojal, recimo 2 Sennheiserja, da smo šli pevske zbore snemati, a ne, in tudi tam so bili problemi, se začnejo eni pritoževati, ja, to je pa slab posnetek, jasno, če sta 2 Sennheiserja pa direkt na kaseto, ne. In takrat je bil, recimo, zraven je bil ta, ki je bil dirigent, Fabjan, ne, je rekel, ja, kaj pa ste mislili, da boste dobro, se to je ja dober posnet, kaj pa še hočete, ne. Tako, ampak takrat smo mi dodatno dobivali še ta denar, ker ni bilo, ne, od članarine pa, kar smo za časopis dobili, ne, od koncertov pa skoraj nič nismo imeli. Je pa, zdi se mi, da enkrat Andrej Šifrer dobro izpostavil, da je KLG bil ena prava zmes odličnih organizatorjev, ljudi z posebnim strokovnim znanjem, recimo Kuzma, in pa glasbenikov oziroma ustvarjalcev. In da je ta trojček, ta kombo, tisti, ki je gnal v bistvu klub naprej. Se je bil on tudi, ne, sej Šifrer recimo, ne. Šifrer, KLG je imel, še preden sem jaz prišel, je imel od Aleksandra Ježka imel turnejo, ne. In on je bil kakor vodja tega, ne, z Miškom, in tam sta bila Dave Cook pa Bill Thorpe, in ki jih je on spoznal in ki je Šifrer pa lahko napredoval, ne. Lih zaradi Dave Cooka, ker mu je on začel aranžmaje delati, pa v Londonu, da so lahko v studio prišli pa posneli, ne. In to je bil njegov, po moje, največji preskok, ne, da je lahko. Drugač pa v klubu, ne, mi smo imeli tudi Kao, ne, 2 benda, ne, to so bili Osumljeni pa Gestalt, ki so tudi iz kluba, vselih, če niso bili kakor klubski, ampak so bili kakor klubski, ne, zaradi tega, ker so bili naši člani v teh, ne, noter, ne. Pa na koncu je bil jasno še v nizhotorje Čau pičke, imeli smo tudi FUK, ne, frakcijo žreščenih klovnov, ne, ki so tudi nastopali na Novem Roku, tako osumljeni, ne. Tako da smo imeli tega, ja. Super, mislim, da je to res nekaj, na kar smo lahko v Kranju ponosni, tudi vsi tisti, ki žal tega nismo doživeli s prve roke. Da sam še toliko, da nam sam jaz govoril. Zaradi tega sem pa tudi zelo vesel, da nam je uspel to knjigo narediti,
A ne, ker tle noter so pričevanja članov kluba, plus teh zunanjih, ne, skupno jih je 37 in da sem jaz dobil recimo od Marka Rajka Muršiča do Petra Mlakarja, do Petra Lovšina, do vseh teh, ki so s klubom sodelovali, tudi Tomaž Domicel, ki sem se jaz začel meniti na Pungrad srečen Tomaža, proti meni sam reči, takoj napišem, do ta zadnjega sem ga prosil, tam je bil na Kanarskih stanov in mi je že Tina rekla, daj ga pusti, vidiš, da te sam zeba, pa je pol napisal. Ne. In recimo noter bi izpostavil so eni določeni članki, ki so, ki bi mogel vsak, recimo se je tle tudi Roman, kako so se takrat plošče kupovale. Tako natančno ni ankjer drugje. In ko sva se z Borisom pogovarjala, sem rekel, Boris, tole je pa malo dolg. Prav ne, to gre vse noter. Prav, ker tako natančen, prav tega ankjer v naš dobu napisan, kako je zdaj tle noter napisan. Res, da so ene slovnične napake, pa nekaj je bilo spuščen, ker sploh ne vem zakaj, se še zdaj upravičujem Romanu, ampak sam kot skupno je pa eden najboljših člankov v tej knjigi. Ne. Ja, res je, v bistvu ogledalo časa je nekaj, kar je vse to ustno izročilo spravil v tiskovino, pa zdel se mi je zanimiv, da po en stran opominja na to, kaj smo imeli in zavezuje, da bi to še kdaj imeli. Tukaj v bistvu je kakšno vprašanje strani publike, zdaj počas bomo seveda tudi vas prosili za kakšno mnenje, za kakšno vprašanje. Lahko rečem, no, dve stvari, kar je meni tudi veliko pomenil. Decembra je bil tle Rajko Muršič, ne, in sem jaz, ko sem se z njim pogovarjal, je rekel, jaz sem bil zelo skeptičen, da sodelujem pri tej knjigi, ne, ker on ni s klubom nikoli sodeloval, ne, kot antropolog, pa še iz Maribora, in je rekel, s tem, kar je pa zdaj ratal, sem pa zelo vesel, da sem zraven. Ne. Druga stvar je bilo, je pa, ko mi je Igor Vidmar, prav sem govoril z Oto Lutarjem iz ZRC-ja, je rekel, to, kar so v Kranju naredili, to čaka še Idrijo, čaka še Ljubljano in Maribor. Imam še to vprašanje, ampak predtem še eno kratko. V 90-ih letih je potem v bistvu, če imam jaz pravilne podatke, tam 87. so stvari majčkeno zamrle, potem v 90-ih letih se je pojavila nova generacija z novo idejo, z novim imenom, Novi KLG, ki je organizirala tudi kar precej koncertov. Kako ste gledali potem na te naslednike, na to, da so se pojavili fantje naslednjih generacij, ki so imeli podobne želje, ampak v drugem časovnem okviru? Jaz v tistem času nisem več deloval, sem šel na drug področje, ne, tako da sploh nisem, sem pa pol te spoznal, ki je tudi noter Darči, plus tak je Tehenčan v Lajerju, Joža, ki so oni sodelovali, pa tudi so mi pol povedali, kako je bilo. Razlika je pa lih to, ne, klub je takrat dajal na prostovoljstvu, pač na temu, da so vse, pa se je pa že začel bolj vse, koliko bo kdo za kaj dobil in se je ta stvar spremenila. Ampak v tistem času, tudi za mano, ki je Grilc prevzel, ki je sem mogel nehati, ki je on prevzel, je pol malo šlo lik zaradi tega, ker pa so šli pa določeni v vojsko, pa in se stvari se zaprejo, pa se nehajo. Ne. V glavnem, jaz do takrat, ko smo 40-letnico delali kluba, ko smo imeli dol v Škrlovcu, ko smo tudi izdali tole ploščo ob 40-letnice od Sedmine, ker to je, ki Peter Smodila je snemal vse koncerte in to je posnet koncert iz 78. leta, prvotna ta od Sedmine, ne pol, ki je plošča bila 80. izdana, ki so bili že zamenjani, ta je bila prvotna. Ne. In sem bil prav vesel, drugač se sem že prej omenil, smo hoteli, ker naša najboljši koncert vseh teh, ki smo bili člani, je bil Duo Zlatni zubi od Brecla pa. Ampak z Breclom je bilo tako težko se meniti, s Tino sva bila tudi v Kopru, sva se pogovarjala, vse od punce, od Volariča sem dobil do brata, da mi so potrdili. On je meni tam pa prav, kar en tip je prišel pa je rekel, da se poznava tam na dogovor. In potem mi je rekel lih Tomac, pa še tudi Matjaž Grinco, da je pust, pa gremo raj na tole. Te so bili pa takoj za to, ne, da smo naredili ploščo. Imeli smo tudi problem, sam še to, ne. Petek je bil Veno Dolenc, a si že poslušal, ker so gor 3 pesnice, ki so rezane, ne.
In moraš ti dovoliti, ne, tam Ahačič je dovolil, Melita je tudi dovolila, on je rekel nimam, ker on ni mu nič da poslušal. In potem sem ga šel v Tržič iskat, ga dan pripeljal po sadu, da je poslušal in je rekel, to pa zdaj lahko damo. Ne. Ampak to je treba vedeti, to je bilo petek, naslednji torek je bilo pa že natiskan, pa narejen, ker je bil na torek, je bilo pa 40-letnica, ki smo imeli to. In če ga ne bi takrat vzel, bi vprašanje, ker s tem smo si pa mi potle tudi koncert lahko naredili, ker smo imeli Trobentarja pa Štefančiča na predstavitvi tega kluba 40 let. Zdaj, če imamo tukaj CD, ki je šel ob 40. obletnici KLG-ja, če imamo tukaj zbornik, ki je šel ob 45. obletnici KLG-ja, se v letu, ko praznujemo 50. obletnico KLG-ja, avtomatično postavlja vprašanje. Kaj je naslednje? Pa kdo? Pa kdo? Imate že kakšne načrte za letošnje Jaz leto? Ne. Ima kdo v publiki kakšne načrte za letošnje leto? Okay. Janez, za vas podobno vprašanje, nekako imam občutek, da za te vse stvari, ki so se zgodile tam od leta 75 naprej, zdaj prihajajo obdobja, ko bomo govorili o pol stoletja od. Lani smo oziroma predlani videli tudi razstavo Slovenski punk in fotografija, ki je seveda tudi kopico vaših del pokazala. Kako zdaj gledati na to obdobje? Imam človek vseeno občutek, da kljub temu, da je 50 let od marsikakšne stvari minil, da v kontekstu časa je še kako pomembno govoriti o njih in te stvari spet pokazati. Ja, tudi to jaz skozi bolj to opažam, ja, ker te fotografije res zelo velikokrat rabijo na vseh koncih, no, tako da se kar dogaja. No, te plošče nove izhajajo, ne smijo, ker zdaj recimo tole ni še dolgo nazaj, ko so rdeči album ponatisnili, ko imam tudi fotografije zraven, pa tole lepo je tudi, no. Ampak to bo še čez 10 let aktualno, ker to je pa zdaj 40 let. Ja, od rdečega albuma in od Njetov, tako da še 10 let je, odlično obdobje. Ja, jaz sem tudi zelo vesel tega. Ne, res, da je dejansko tako pomembno še vedno v tem. Da je imel en tak vpliv, no, tudi za naprej. Ne. Jaz mislim, da ga je definitivno lahko iz prve osebe oziroma prve osebne izkušnje govorim. Kakšno vprašanje iz strani občinstva? Kakšna izkušnja? Aha. Seveda. Zakaj so pankrti v Kranju hoteli? Zelo praktičnih razlogov. Ko so oni izdali ploščo, so jo rabili nekje preizkusiti, ker so imeli potem koncert v Hali Tivoli. Najlažje je bilo priti v Kranj, ker so nas pa že poznali, prišlo je publike precej iz Ljubljane, tako da je bilo garantirano, to je bilo čist. V bistvu mi smo dobili prvi koncert za njihovo probo za Halo Tivoli. Podobno je bilo tudi z Buldožerji. Pa zdaj, ko imam že ravno tole eno dezinformacijo, ki se širi, klub Janina nima nobene zveze s klubom ljubiteljev glasbe. To je bil neki klub v vrtcu Janina, kjer se je od mene starejša generacija zbirala. Jaz sem tudi pač bil nekaj časa tam pač razen, da je Pavel Okorn hodil v tisto Janino, pa je pol nam prodajal ozvočenje, pa Simon Uršič je bil tudi včasih v tem klubu, drugače pa to sta dve popolnoma različni stvari, no, tako da KLG je bil ustanovljen čez druge. Ja. In ni imel nič z vrtcem Janina. Nekaj koncertov, pa nekaj predstavitev glasbe naših, recimo hipi so predstavljali te njihove. Pa prišel je enkrat Igor Vidmar, smo ga vprašali, če bi prišel. Je rekel, če imate dober gramofon, pa prinesem plošče, tam da mi jih nas preskalni, pa res moj sosed zrihtov soliden gramofon. In pa vem, smo nekaj malega zbirali tam in pa na koncu smo mu dali tista, ki je z Ljubljane prišel, mislim, že celo z avtobusom, kako je bilo. No, gledam, je rekel, nič ne bom. Pa smo šli v Marinšk, pa smo tisto vse zapili, pa je bilo, mislim, se ni bilo nekaj veliko, no, nismo bili prav pijani, samo tako je bilo. 20 nas je bilo skup s njim, pa smo šli, no. Tako da je bilo kar, pa še mogoče tisti napis živ dolg cajt, tisti napis je še živ, no, tok. Je taka relikvija v določenih prostorih. Super, hvala za spomin. Še kakšen... Je
Samo Košnik je tudi sodeloval zraven pri knjigi, lik zaradi tega, ker oni so bili kar ena podružnica, KLG je na temu bilo narejen in je on tudi svoj prispevek dal v knjigo, lik tok, da ostale. Sej tlele je tudi noter, recimo, ki ni bilo omenjen, sva z Nino tudi delala 2017 s tle razstavo, so noter tudi plakati, ki jih je pa Adam naredil. No, se Adam je vse delal, od izkaznice do štempla, tako da tudi to ploščo, ki je eden lepših, pa tudi ta muzika je en lepših, je tudi Adamovo delo, ker mu moram sam reči hvala, ki je mi zmeraj pomagal tam, ki je bila res treba. Hvala, Adam. Še kakšno vprašanje? Ne bo to zadnja priložnost za vprašanje? Okay. Jaz mislim, da bi se ob tej priložnosti še enkrat obema zahvalil. Janez, vam za eno kupico res dokumentov časa, o katerih lahko še zdaj razmišljamo in nam dajejo kup spominov, seveda uspešno še naprej na vaši, recimo temu novi, čeprav zdaj traja že kar nekaj desetletij poti, torej z avtorskimi fotografijami, pa verjamem, da bo v naslednjih letih ogromno priložnosti za to, da se bodo vaše fotografije spet pojavile v sklopu obletnic. Hvala, seveda. Ja, hvala vam, da ste me povabili, no. Tako da se bomo trudili naprej. Ne. Hvala in pa seveda Gojo, hvala za vse izkušnje, za vse, kar ste naredili, za vas trud, za to, da se lahko zdaj s ponosom govori o neki dediščini v Kranju, ko govorimo o glasbenih koncertnih dogodkih. No, to bi še rekel, da po mojem, da v Lajerju še kakšen izvod se da dobiti, če kdo še nima, ne glede na to, da je že 4 leta, ampak je stvar zelo aktualna, pa tudi kjeri si zraven sodelujejo, ne, to se pravi od Pankrtov, buldožerjev do tega, ki sem že prej omenil, ki je Peter Mlakar do Muršiča, do teh naših domačih, ki so Jenštele, Roman, ki so zraven sodelovali, tudi Kuzma, sem prav zadovoljen, da je nam to ratalo. Enako in čestitke, naj ob letošnjem letu, ko bo lepa priložnost, se zgodi tudi kakšen desant na Kranj ali pa kaj podobnega. Verjamem, da boste imeli kup idej. Tako da najlepša hvala tudi vam občinstvo za pozornost, pa verjamem, da bo še kakšen pogovor stekel zdaj v nadaljevanju. Tako da hvala vsem, pa hvala seveda Nina za organizacijo.